Gospodarska zbornica Slovenije je v Cankarjevem domu slovesno podelila 49. nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Nagrado GZS so prejeli Andrej Bajuk, Tem Čatež, Andrej Božič, Steklarna Hrastnik, Albert Erman, Magneti Ljubljana, dr. Tomaž Kmecl, Kolektor Etra, doktorica Marijana Karla Rebernik, Atoteh Slovenija in Jernej Zupančič, Klingrad. Nagrajence je uvodoma nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je med drugim dejal: Ne vidim druge možnosti, kot da pogledamo, kaj je tistega v naši družbi, v našem gospodarstvu in v svetu nasploh, kar nam je v splošno korist in to razvijamo v svojih najboljših načinah. Na skupni novinarski konferenci 9 gospodarskih organizacij so predstavniki reprezentativnih delodajalskih organizacij in drugih pomembnih organizacij z področja gospodarstva opozorili na največje pomanjkljivosti v predlagani reformi zdravstva. Predstavniki vseh gospodarskih organizacij želimo zdravstveno reformo. Želimo takšno reformo, ki bo omogočila kakovostno in dostopno zdravstvo za pošteno ceno. Predstavniki gospodarstva so na javni tribuni o plačni politiki, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, poudarili, da si z napačno plačno politiko lahko zelo škodujemo in zmanjšamo tempo zmanjševanja zaostanka za razvitimi. Posvet se je zaključil z apelom, da vodimo tako plačno politiko v državi, ki bo realna, ki bo na realnih temeljih, ki ne bo demagoška. Več kot 130 slovenskih in poljskih gospodarstvenikov se je srečalo na Poljsko-slovenskem investicijskem forumu. Srečanje je pripravil GZS, Center za mednarodno poslovanje, ob obisku predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude, ki se je ob tej priložnosti vpisal tudi v knjigo častnih gostov GZS. Poljska sodi med najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije, poslovnih priložnosti za gospodarsko sodelovanje med državama pa je še veliko. Menim, da je pravi trenutek za vsa slovenska podjetja, ki bi želela se razširiti na Poljsko sedaj. Okoli 150 predstavnikov gospodarstva, vlade in sindikatov je na prvi strateški konferenci za trajnostno gradbeništvo razpravljalo o možnostih, kako gradbeništvo preoblikovati v perspektivno, mednarodno konkurenčno ter razvojno in inovacijsko usmerjeno panogo, ki bo generirala kakovostna delovna mesta. Dogodek je organizirala GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako da, tako kot sem rekel, ne gre samo za to, da bo država s svojimi javnimi investicijami omogočala gradbeništvo, da se bo razvijalo, ampak gre tudi za to, da vsi zasebni investitorji, ki pač ocenjujejo našo gospodarsko rast kot spodbudno, tudi za njihove nadaljne aktivnosti omogočajo, da se bo na tem prostoru našlo, po mojem mnenju, veliko več dela za gradbince. GZS, podjetniško-trgovska zbornica, je pripravila že 4. mednarodno konferenco malih in srednjih podjetij z naslovom Aktivna, pametna in povezana mesta. Osrednja tema je bila upravljanje mestnih središč, razprava pa je tekla tudi o pametnih mestih in skupnostih v Sloveniji ter možnostih za vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev na tem področju. From my point of view, Slovenia counts to one of the fast-growing countries in the town center management field in Middle and Eastern Europe. GZS, Združenje kemijske industrije, je v podpori Evropskega združenja za lepila in tesnilne mase Fejka pripravilo prvo konferenco o naprednih tehnologijah lepljenja in tesnenja. Industrija lepil in tesnilnih mas tudi v Sloveniji predstavlja pomemben del kemijske industrije in je tradicionalno zelo izvozno usmerjena. We have to consider how we can design and innovate for new adhesives to produce products that actually are able to be disassembled and reused at the end of their life. V Ljubljani je potekal kick-off meeting projekta Podonavskega transnacionalnega programa Forezda, ki za lesarsko panogo pomeni novo možnost. Za pospešitev inovativnosti in pretvorbe tega sektorja, ki je v marsičem še tradicionalen, v en modern, inovativen in na znanju temelječ sektor. Na GZS je bila ob Svetovnem dnevu varstva potrošnikov predstavljena vseevropska kampanja Pošlji mi pismo. Njen namen je ponuditi podporo potrošnikom, ki so se znašli v slabšem položaju zaradi enostranske odločitve ponudnika, da zagotovijo dostopnost dokumentov in računov izključno v elektronski obliki. Kampanja se zavzema za brezplačno izbiro
za pravico do izbire, po drugi strani pa tudi osvešča potrošnike. Kako vodim sebe, tim in organizacijo, je bila tema tokratnega seminarskega trojčka iz sklopa Kreativno vodenje. Za vsak menedžment najbolj pomembno je, da v bistvu dobro poznamo sami sebe. Da razumemo, kaj je tisto, kar moramo, tisto, kar si želimo in kako bomo to naredili. V okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je potekala posebna sekcija o poslovni odličnosti organizacij, katere soorganizator je bila tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Gospodarska zbornica ima v svoji, recimo temu, misiji en tak izrek, da mora nekako širiti to kulturo odličnosti z seveda poudarkom na poslovni odličnosti.